Zagotovo, na več ravneh se povezujemo in šport je nekaj, kar morda v Sloveniji študentski šport malce zanemarjamo tudi zaradi pač nekih nerazrešenih vzorcev, ko smo prišli v bolonjski sistem. Ampak seveda, to so pa res taki lepi trenutki sodelovanja. Ja, bolonjska reforma je nekoliko okrnila vlogo športa v naših programih in zdaj iščemo načine, kako bi oživili to aktivnost in tudi zainteresirali študente, da se vključujejo v različne oblike, od tega rekreacijskega športa pa tudi do tekmovalnega, kar bo mogoče potem začelo delovati kot način osveščanja, da je pomembno tudi zdravo telo, ne samo zdrav duh, za katerega programi skrbijo. Je pa res, da se s tem tudi srečujemo na drugih temah in je to pravzaprav najlepši način, kako se prijateljsko pogovarjamo o stvareh, ki niso zmerom lahke. Ja, torej vidite vlogo športa v izobraževalnem sistemu kot pomembno, je treba začeti že verjetno od malih nog in to nadaljevati vse skozi celotni izobraževalni sistem. Prav gotovo, s tem, da tako kot je bilo to urejeno pred bolonjsko reformo, je bilo neke vrste nadaljevanje obveznega športa iz srednje šole. Sedaj, oziroma v tej vmesni fazi, ko nekako spreminjamo koncepte, pa je jasno treba najti še toliko bolj najti spodbude, ker ne bi želeli, da bi pač mladi, ko pridejo iz srednje šole v univerzo, pa zdaj tudi šport pospravili v omaro in samo še študirali. Zdrav duh v zdravem telesu, kot je dejal tudi rektor Ljubljanske univerze, je nujen za eno uravnoteženo delovanje človeka na vse zadnje. Ja, jaz mislim, da prisila nobena ni dobra, tudi tista, ko nekomu zapoveš, da mora iti na športno vzgojo ali one vrste, zato se mi zdi, da moramo res aktivno iskati načine, kako mladim ljudem spraviti nekako v zavest, da je življenje marsikaj, da je študij, da je kultura, da so socialne aktivnosti, šport pa seveda ravno tako. In to privzgojiti na tak neprisiljen način se mi zdi, da je za nas poseben izziv. Kaj pa mogoče komentar rezultata zdaj v polčasu? Bravo naši, samo to lahko rečem. Res čudovit gol, mislim, šolski primer. Ja, jaz gol moram vsekakor pohvaliti, ker je bil lep, ampak imamo še en polčas, tako da prvi polčas smo imeli, jaz bi rekel, bolj temeljno raziskovanje, zdaj pa sledi aplikacija. Torej, mislim, da kar dober prikaz na obeh straneh, mislim, da na koncu res dokaj športnih in tudi zasluženih 1-1 za obe ekipi. Ja, vsekakor, tekma je bila zelo zanimiva, naredili so en veliki spektakl, kaj se tiče tega, glede na to, da se je prvič to odvijalo, tudi mislim, da se je prikazalo vse v dobri luči. Prijateljsko smo si razdelili 1-1, tako da doben ne bo šel žaljen domov. Tekma, jaz mislim, da je bila dobra, dober tempo smo prikazali, tako da igrali so tudi vsi zadovoljni, hvala Bogu, ni bilo dobenih poškodb, tako da to je najbolj pomembno. Mislim, da so fantje prikazali kar dobro igro danes. Mislim, da je bilo kar užitek si ogledati to tekmo na Ljudskem vrtu. Super, to je študentci dobro so igrali nogomete, 1-1 je bilo dosti lepa akcija in to pokaže, da ljudje zna igrati nogomet in sem zelo vesel in Maribor je mesto za nogomet. Super je bilo, super. Manjkal malo kondicijski trening, malo fizično, ampak dobro je bilo.